Ukvarjam se z rastlinsko teraristiko približno že 2 leti. Moraš biti zelo pozoren, da so te rastline, ki jih dajemo, v bistvu sadimo v kozarček, vlagoljube, da so počasi rastoče, pa da pač skrbimo za terarij. Recimo tudi zemlja, ki se uporablja tukaj noter, ni navadna zemlja, ampak je črna vulkanska granulirana prst. Ko se čez čas razkraja ta prst, bi prišlo pol do stisnjenja korenin, bi bilo manj kisika v zemlji in pol bi rastline lahko pač umrle. Najbolj me je navdušila barvna kombinacija rastlin, pa kako lahko te rastline preživijo zaprte v kozarčku brez zalivanja dolgo časa. S pomočjo pač fotosinteze si izdeluje hrano, proizvaja kisik, s celičnim dihanjem pa pol ta kisik porablja in pač potem se izloča ogljikov dioksid in v bistvu to skozi kruš. Ko se zaraste, ga porežemo, pač da ga zalijemo, pa če se slučajno zgodi kakšna plesen ali pa kaj takega, saniramo. Zalije se do 2-krat do 3-krat na leto in to je to. Dajemo tudi živalce noter, ampak so take malo manjše, ke se jih ne vidi, recimo razkakači ali pa kočiči, ke se pol tukaj noter v zemljo skrijejo. Ke pol pojejo kakšne odmrle liste rastlin. Recimo, če dajemo noter kočiče, moramo paziti, da je noter vsaj malo celuloze, pač da lahko preživijo. Večinoma se izobražujem na internetu, sem bil tudi že na 2 delavnicah za to, ki jo je organiziral Tropikarium pa Botanični vrt Ljubljana. Približno od tam pač vem pa, katere rastline se dajo noter, pa nekako pol sestavljam po tem principu.